Nadaljujemo s drugim sklopom, ki smo mu dali naziv italijansko-slovenski kulturni stiki. Ob tem bi rad povedal, da je prišla pobuda za organizacijo tega simpozija iz okolja. Bivši vipavski župan, ki je aktivno sodeloval pri oblikovanju oziroma umestitvi Vipave na tako imenovano Leonardovo turistično pot, je predlagal, da obeležimo 500. obletnico smrti Leonarda da Vincija, ker se je nekako načrtovalo, da bo v tej obletnici ta pot dokončana. Torej, že sama ta ideja v poti nekako nas je napeljala na idejo, da vključimo to pomembno vprašanje italijanskih slovenskih stikov. In sedaj besedo predajam profesorju dr. Igorju Škamparletu, slovenskemu filozofu, sociologu, regionologu in pisatelju, ki se raziskovalno ukvarja predvsem z renesančno kulturo in s teorijo simbolnih form. Prepričan sem, da ste mnogi med vami prebrali njegovo knjigo Magična renesansa. Hvala, lep pozdrav. Hvala lepa za vabilo. Z veseljem sem prišel na vašo univerzo, Nove Gorice, v Vipavo. Čeprav sem se posvetil, predvsem sem vzel zares in sem se posvetil Leonardo da Vinci. Tako da sem se pripravil v tem okviru pregled njegovega dela in življenja. Moram vam sicer, da nisem vedel, da ste tako aktivni s temi, recimo, računalniško umetnostjo, s temi pregledi in projekti umetnosti in znanosti v Novi Gorici. Jaz sem tu precej še boss na nek način starejšega kova, ampak verjetno se prav z Leonardom in podobnim kot on, pa je bil v tem smislu res izjemen umetnik, začel ta projekt. Ta projekt v smislu zgodovinskega pogleda, ta velika zgodba evropske in potem zahodne civilizacije in nas bi peljala pred izzive, pred katerimi smo danes. Sam Leonardo nastopa tudi v svojem ustvarjanju na nek način tudi dvoumno v tem prepletu tehnike, tehnologije, vsaj skozi njegove vizije in znanosti in umetnosti. Dvomne zato, ker odpira seveda nove izzive in postavlja jasno tudi pod vprašanje tistega, kaj je človek, čemu je namenjen, kam je usmerjen, kaj zmore in kam je njegov cilj. Leonardo je izjemna osebnost v vseh ozirih, od stila življenja do njegovih stvaritev, povezovanja intuicije in racionalne misli. Eden tisti, ki jo okarakterizirajo formo mišljenja zahodnega človeka, predvsem v tem smislu, da je vse civilizacije so vedno in še vedno, tudi srednjeveška, evropska, so slonele k temu, da se človek prilagodi splošni obči normi. Na ta način se preživi. Samo zahodna evropska kultura pa gre in prav v renesansi, če pomislimo na take izjemne osebnosti kot Leonardo, Shakespeare, Michelangelo in drugi, je pa ovrednotila čudaštvo. Če je nekdo, tudi če čudaško inovativen in ustvarja stvari, ki nagovorijo ljudi, ki odpirajo neke nove oblike mišljenja, se to ovrednoti. Do Prešerna in drugih. To je samo ta kreativna forma mišljenja je samo Evropa je ovrednotila. Danes je seveda to nekako postalo sprejemljivo. Širše, čeprav, če primerjamo evropsko civilizacijo, na primer s Kitajsko, vidimo, kako so v globini neke velike razlike. Vprašanje, kdo pa preživi na dolgo roko. Pri Leonardu seveda preplet umetniškega talenta, veselja do spoznanja, to je nekaj, kar nas nagovarja tudi danes, veselje do narave, življenja, pri tem pa neke vrste tudi užitek ob odkritju in skrb za pravo
naravno harmonično in seveda tudi estetsko miro. V renesansi prevladuje zaupanje v lepoto, v lepe stvari, tudi narava, sama vzdržuje to lepoto, potem pa jo človek skuša ustvariti, da bo morda še lepše kot narava. Ta lepota naj bi bila del resničnega. Šele v 19. stoletju potem se razvije estetika grdega, kar danes tudi možno nastopa. Leonardo, njegov sodobnik, nekoliko mlajši Michelangelo, še mlajši Rafael, so se poznali, tekmovali med sabo, seveda so bili še drugi, ampak ti trije morda največji niso imeli pravih nadaljevalcev, ampak le posnemovalce. Zato so rekli potem alla maniera di Raffaello, alla maniera di Michelangelo in si razvil materializem. Moj podnaslov oziroma naslov mojega prispevka je religiozni motivi v njegovem slikarskem delu s poudarkom na prikazu duševnega razpoloženja. To je ta ena od velikih novosti, ki jo pelje v samo slikarsko umetnost, skratka pričarati na figurah, ne več po normi, tako kot se ikone, glava, ena šestina, pa ena osmina telesa, ampak pričarati čim bolj naravno, spontano razpoloženje duha v tistem trenutku te osebe. Stato d'animo, se reče italijansko. Prva deška leta je preživel na podeželju, v samotni koči, med Griči, nad krajem Vinči. Vinči je kakšnih 50-60 km severno od Firenc. Oče njegov iz Firenc, meščan, je tam imel posesti. Obiskoval je tudi lepo mlado dekle Katarina, ki je bila navadno kmečko podeželsko dekle, ki je spočela in rodila fantka Leonarda. Ob rojstvu dečka je ded, očetov oče zapisal 1452, 1452, nakon mio nipote, figliuolo di Serpiero, mio figliuolo, a D, 15 di aprile, in sabato, ore 3 di notte, ebbe nome Leonardo, battezzolo prete Piero di Bartolomeo da Vinci. Leta 1452 si je rodil moj vnuk, sin mojega sina, 15. aprila, v 3 ponoči, bi dobil ime Leonardo, krstil ga je Peter, župnik, torej duhovnik Peter di Bartolomeo iz Vinčija. Leonardo ni študiral, ni bil na nobeni fakulteti, na nobeni univerzi, ni znal klasičnih jezikov, za silo je malo prebiral latinsko, bil je samouk. Celo pisave ga je naučil njegov ded. Oče je bil bolj tako dolgočasen birokrat, uradnik, mama, prva let je preživel sam z mamo, pil kozje mleko na deželi. Ti kraji so zelo lepi, ko sem jaz tam bil pri njegovi rojstni hiši, sem precej razumel. Oče se je v mestu poročil, kot bomo videli, potem ga je pa vzel sabo v mesto, ker njegova uradna žena ni mogla zanositi in roditi. Bil je samouk in zato se je naučil tudi narobe pisati. Z levo roko, iz desne na levo. Kot Arabci ali pa Indije. Lahko je pa znal tudi obrniti. Zanimalo ga je pa vse. Od Martinčkov, žuželjk, kaj se zgodi, če Martinčko lepe kot poliš, kot otrok, ptičja gnezda, in potem zapisoval narava, voda, zrak, vse to ga je zelo navduševalo že na čisto tej elementarni ravni. Ustvaril je izjemna umetniška dela, mi poznamo predvsem slikarska, ta so splošno znana danes, ki sodijo med najbolj znane na svetu. Bila so seveda del širšega ustvarjalnega nagima tistega časa, to je zdaj vrh renesansa oziroma druga polovica, predvsem 15. stoletja, začetek 16. neke vrste vrhunec, ki kaže celotna ta ustvarjalnost na neko prenovo oblik življenja. Leonardo ni bil znanstveni po tistem ožjem smislu, nobenega novega naravnega zakona ni odkril. Je pa hkrati tako kot umetnik na svojih slikah, umetniških delih, kot s svojimi vizijami, načrti, pa ustvarjal, recimo, si zamišljal stvari, ki jih tehnološko še ni bilo mogoče narediti,
in so se realizirale še 200 ali 300 let pozneje, v 19. in 20. stoletju. Letalo, helikopter, podmornica, tank, avtomobili, mesto v 3 nadstropjih, kar še niti še ni ustvarjeno. Ob koncu 19. na začetku 20. stoletja se je tudi v zahodnem svetu povečal študij renesanse, veliko navdušenja nad temi velikimi deli, Rafaela, Botticellia, Leonardo, bi pa nastopil skoraj kot neke vrste genij, ne samo zaradi likovnih del, ampak tudi zaradi celostnega izraza in sporočila o človeku, njegovi duševnosti. Leonardov opus je sam na sebi nekaj posebnega, ker je tudi veliko si skiciral, zapisoval, komentiral, ampak zelo kot otrok, ne kot odrasel otrok, zelo nesistematično. In ko je nekaj odkril, ga je nehalo zanimati in je šel naprej. Nima neke scholastične discipline, je pa velika odprta kreativnost. Ob slikah, ki jih je Leonardo naredil, ki jih tudi najbolj poznamo, je popisal več tisoč strani, ki so danes zbrali v tako imenovanih kodeksih, skice, risbe, opažanja, zbranje tudi knjiga, ki imamo v slovenščini, Traktat o slikarstvu, in zaradi svojih zelo inovativnih, čeprav čisto takih samoučnih opažanj in razlag je dejansko neke vrste predhodnik mnogih disciplin, naprimer geologije. On je pravilno sklepal, kaj pomenijo podobice školjk pa polškov v kaminah visoko v hribih. Da je tam bilo nekoč morje, da so to fosili, ostanki starih živalic. Se raztegne ta dimenzija tudi časovna sveta. In da je cela zemlja kot neke vrste živ organizem, kjer se vode pretakajo. Potem predhodnik anatomije, 50 let, pol stoletja pred prvo anatomsko študijo Andreja Vesaliusa, De corporis fabrica, je naredil tudi zelo natančne študije, tudi nosečnice, zarodka, ploda v maternici. Anatomija, karikatura, med prvimi pelje tudi risarsko umetnost karikaturo, hodil po ulicah, zlasti v Milanu, kjer je potem živel in opažoval izraze človeških obrazov. Bolj so bili čudni, bolj so ga pritegnili. Smeh, strah, čudaške face. Vidite, kako presega neko tradicionalno slikarsko normo. Mehanika, hidravlika, to je kot je značilno za otroško duševnost, ne voda, ga je vedno zanimala. Ni do starega moža ohranil tega duha. In oko, to je pa zahodna. Od Grčije naprej zahodna pot z razliko mogoče od judovske, prevladuje, kar vidimo. Oko, sapervede, ampak ne samo gledati. Ne samo gledati, kot danes gledamo ekran, filmček, ampak tudi videti. Znati tudi videti tisto, kar gledaš vsak dan v izložbe, pa koliš. Sapervede, oko in hvalnica izkušnje, kot smo danes tudi že slišali. Pa čeprav ni odkril nobenega naravnega zakona. To so stare knjige, pa Berenson je tudi odkrival. Idejo seveda povzeta že iz srednjega veka, oziroma celo iz pozne antike, iz hermetičnih naukov, človek kot mali svet, kot mikrokozmos. V srednjem veku omenja to idejo tudi arabski mislec Al-Kindi, v svojem spisu De Radiis o koreninah. Pozaj so ga prevedli tudi v latinščino, skupaj z delom Picatris iz srednjeveške Španije, bil potem osnova za tako imenovano srednjeveško in zgodnje renesančno naravno, se pravi učeno magijo kot odkrivanje skritih sil narave, do prave potem znanstvene aparata, epistemološkega reza z Galilejem, predvsem pa s Keplerjem. Pojem človeka v mreži, seveda razumljeno zemeljskih in nebesnih vezi kot neke vrste središče, človek kot mali svet, latinski citat iz Al-Kindija, na levi risba Vitruvija iz 1. stoletja predpisal so na sredini vizije svete Hildegarde iz Bingena, 12. stoletje, 7 plasti, potem pa človek v središču tega kozmosa,
svojega otrobina, okrog pa sveta zunaj vesolja pa Bog, ki vzdržuje vesolje. In Leonardova risba, ki jo seveda še boljše naredi, pisavo vidite, kot arabska iz leve na desno, človek, ki povezuje krog in kvadrat, tista spolka knofeljca malega in velikega, zemeljskega in nebeškega, kvadrat simbol zemlje, krog simbol neba, v središču zemeljskega sveta spolovilo človeka, v središču kroga, simbol kozmosa, obek. Človek, torej analogni odsev velikega sveta, Leonardova risba po Vitrujevem delu iz arhitekture, z 1. stoletja predpisu so v središču človek, simbolno merilo, sveta in vez, velikega in malega, kozmosa. Tisto, kar je temeljno, se to gre od pračloveka naprej, od odkritja znakov in pisav, potem z neolitikom. Izkušnji, in to velja tudi za nas danes, človek v izkušnji parcialnega, osnova tega je simbol, v izkušnji parcialnega doživlja lahko izsek celotnega sveta, ki zajema globalno. Ustvarjalni proces kot graditev in sobivanje z sebstvom, to je koncept ali pojem iz te globinske psihologije, Junga in potem njegovih nadaljevalcev, Erich Neumann, imamo tudi, v tem pisal, imamo to lepo opisano v zanimivi knjigi v slovenščini Ustvarjalni človek. Erich Neumann je napisal tudi zanimivo delo Arhetip matere in Leonardo da Vinci in arhetip matere, kako se izraža tudi v njegovem delu. Kateri so bili Leonardovi študijski viri, tem so se tudi nekaj ukvarjali, seveda ta pozno srednjeveška tradicija, to je, da do neke mere poznal, čeprav seveda ni bil skolastičen človek. Firence tistega časa so pa to omogočili. Leonardovi rokopisi so celoten sami na sebi seveda nek pragost, zanimanje za naravo, to je nekako rdeča nit pri njem, tudi risbe se slabo vidi, zemlje, lune, senc. V njegovih zapisih se pojavi tudi nekje trditev v teh kodeksih il sole non si move, sonce se ne giblje, se ne premika, tako kot vidimo, vsak dan. In ne bi s tem nakazoval mogoče pol stoletja pred Kopernikom tudi neko hipotezo o heliocentrizmu, ampak to je verjetno pretirano, to je bila samo tako navržena ideja. Natančne anatomske študije, tudi ženske maternice, človeškega zarodka, precej natančne, to tudi medicinci nam povedo, anatomsko izrisane študije. V srednjem veku je prevladovalo, je bila prisotno prepoved seciranja trupel razen na izbranih univerzah, kot na primer v Padovi. Drugače pa se človeškega trupla umrlega ni smelo secirati in rezati. V renesansi so pa to začeli. Tudi Michelangelo se je zmenil z župnikom, župnik mu je po noči pustil ključ založal, Leonardo je po noči šel, v vežnici čakalo truplo umrlega, po noči je zrezal, pogledal, kaj pod kožo, zašil, umil, prišel pred jutrom domov, spil požel šnopsa, tudi Leonardo je to delal. Zakaj je bila prepoved v srednjem veku? Ne tako, kot rečemo na prvo roko, zato, ker krščanstvo vztraja na celovitosti telesa, da, seveda. Ampak tudi zaradi trgovine, ker so lažno trgovali z lažnimi relikvijami. Jaz imam pa koleno svete Katarine, pa je na tržnici v Parizu, jaz imam pa prst Tomaža Klinskega, koliko date. Se razvija taka trgovina in zato je bilo načelno, se ne sme. Potem pa novi vek to odpre. Leonardovi rokopisni opus nekaj posebnega, ko smo rekli, obsega skoraj 5000 strani za zelo posebno pisavo, risbe, zelo fino peroje neopisi, ga je sam naredil, več kodeksov, kot jih danes poznamo po imenih, kodeks Atlanticus, ki ima 1000 in nekaj strani, največji kodeks Windsor, Arundel, Urbinatski in še drugi. V slovenščini pa imamo njegov traktat o
slikarstvo in hvalnica očesa. Mehanske študije, karikatura in potem seveda gremo še na slike in ikonografijo, mogoče še dve besedi o njegovem zelo posebnem otroštvu. Po mojem je to tudi eden pomembnih ključev za razumeti psiho, dušo tega človeka. Prva deška leta je preživel sam z mamo Katarino na podeželski Kočici. Očetov brat, oče se niti ni zanimal, je bil bolj dolgočasnejši, brat od očeta je tam mesel kozov, da so imeli vsaj kozov doma, da je pil kozje mleko, ki je zdravo, pa neki perjadi kurso, ne vrac. Potem je pa mama v bistvu ohranil tudi stik z njo, ampak oče je hodil tja na počitnice, se je rodil Leonardo, ženske ni vzel v sabo v mesto. V mestu se je oče poročil z meščanko Albiero, vendar je njuna zveza ostala brez otrok. Na dedkovo pobudo so šli v Vinči in mami vzeli Leonarda. In je bil potem pri 8-9 letih je prišel v mesto in je živel z mačeho Albiero, ki pa je potem že kmalu čez nekaj let zbolela in tudi umrla. In je sam bil tudi pri njej prav, ko je umirala. Oče je šel, on je pa hotel prav videti. Pomislite, 12 let star fantek si je ustrašil sredi noči, potem pa je šel v drugo sobo, prišel svečo in rekel, ne, zdaj mogoče bo pa res umrla. Bom videl, kako bo šel duh ven iz nje. In je šel nazaj v sobo in bil pri mami, ko je umrla. Pri mačehi, ko je umrla. Ja. Da sem na polovici, ne. Te dve, to je ena samo tretja, naj bi potem prikazovali tudi mamo, pravo Katarino, tam mlado in prvo mačeho Albiero. Dve razlagi, vsak svojo stvar razvila Freud in Jung. Mladeniška leta v Firencah, kjer je najprej začel delati pri Andreju del Verrocchio, bo morda poziral pri tem lepem kipu bronastega Davida, ki ga je naredil Verrocchio, Leonardo tu nekako te z lepimi lasmi, 15-letni fant, in potem Verrocchio pomaga tudi pri tej sliki Krsta v Jordanu. Celotno sliko je naredil Andrea del Verrocchio, Leonardo pa ne bi naslikal levega angela, ki ima lepši lase, bolj nežno gleda in ta desen angel ob Kristusu ga gleda tako zapisno in mu reče, lepši si od mene. In s tem je Verrocchio videl, ta fant je bil še mlad 20 let, zna se slikati boljše od mene. In je potem nekaj slikati. Tako pa opisuje Giorgio Vasari, ki je prvi napisal življenjepis Leonarda. Torej, narava in preplet študijskega zanimanja, umetnost in znanje se povezuje v renesansi, potem je prišlo na neko to bolj narazen, spoznanje plus imaginacija. Med prvimi je Leonardo naslika tudi sliko gole narave, brez človeka. Nobene mitološke figure, nobene nebožne figure, nobenega človeka. Pokrajina okrog reke Arno, poleti 1473. Torej, nove oblike fenomenologije zaznave bi lahko rekli in prvo njegovo samostojno delo, oznamenje Marije, angel Gospodov, ki oznani Marijo, Mariji, da bo spočne, zato v krščanskem svetu popoldne zvoni, ker se je to zgodilo, ko je sonce najvišje vsak dan odpoldne. Poglejte, kako lepi dostojanstveni figuri obeh Marije in Angela, to je vedno bil izziv in je še vedno za vsakega umetnico, kako prikazati ta trenutek obiska duhovnega spočetja in zaliv, vidite v ozadju, je pa že točka bežišča, perspektivo že obvladajo, s katerikoli strani gledamo, imamo vtis, da gre zaliv v našo smer. Tudi ena zgodnejših slik, Marija z Jezusom, z granatnim jabolkom. Forma matere in otroka je še tradicionalna, Leonardo pa kaže na svoje posebnosti, na zelo tanko naslikane lase, milina na obrazu in premik k naravni drži. In pejzaž v ozadju, ki kaže na perspektivo. Zdaj ne vem, gremo na hitro.
Tako, še ena Marija z angelom, tudi laične portrete je delo, to je bila mlado dekle, Ginevra Benči, ko se je poročila. Laični portreti prav tako stopijo v ospredje, pogledajte te pričeske, zadaj pa grmiček Brina, zato ker je Ginepro po italijansko Brin, Juniperus. Še ena Marija v tej naravni drži, takšni kot so otroci, res kot dojenčki, ker ne znajo biti primerni. Naslikati Jezusa z otroškim obrazom, to je bila tudi novost renesanse. Ne več kot miniaturnega odraslega, ki je že tam statičen, blagoslavljen, ampak kot otroka. Sveti Hieronim, prazujemo 6. obletnico njegove smrti, bo simpozij drug teden v Ljubljani. Potem se pa preseli, preden je dobil vabilo, da pride iz Firenc v Milano, zato je ta sliko delo še v Firencah in je ostala nedokončana, poklon kralju. Devica, Jezus, drevo življenja za njo in začudene poklon 3 kraljev in začudeni obrazi vse naokrog. Čudenje, vznemirjenost, ker se dogaja pred nami pravo razodetje. Gre v Milano, kjer ostane več kot 10 let pri Ludoviku Sforza, imenovanem Il Moro. V tem času naj bi prišel tudi do Palmanove, do Beneške republike in tudi na Goriško, do Vipavske doline, kjer je po naročilih Benečanov pripravljal načrte za obrambne zidove pred vdori Turkov, ki so se takrat dejansko dogajali in so enkrat prišli tudi do Soče. Predstavitveno pismo, mu ga je sam napisal, se je predstavil, naročilo za eno vrhunskih slik, Marijo v Vrtlini, ki jo hranijo danes v Louvru, izračenih sfumatov, sicer ste tako precej daleč, tako da se ne vidi. Marija pod svojo roko drži Janeza Krstnika, njim Jezušček, ki blagoslavlja ob angelu, potem pa še kopijo, ki je pa danes v Londonu. Portret Gafuriusa, Frankino Gafurio in glasbena lestvica, to je teorija glasbe. Portreti sodobnih oseb, ena najlepših pravijo, podob žensk v zgodovini, dama s Hermelinom, ki se danes nahaja v Krakovu na Poljskem. Hermeline so imeli na dvoru v Milanu, zato ker je Hermelin v glavnem polovil vse miši in podgane. Drugač pa živi v gozdu, po hribih, Hermelin po zimi je bil zelo dragocen kožušček, hkrati je Galeran se imenovala, Gale pomeni Hermelin, pa hkrati simbol čistosti. No, tu bi se morali ustaviti, ampak v 2 besedah, zadnja večerja, najbolj znana freska, v reflektorju, v obednici samostana Marija Delegracije, Marija milosti v Milanu, naslika Jezusa in 12 apostolov na zadnja večerja, na Veliki četrtek, v trenutku, ko Jezus reče, eden izmed vas me bo izdal. In potem vsak od 12 apostolov reagira na svoj način. Trojica so, ne? Kaj je rekel? Si moraš misliti, Gospod, ni mogoče. To je Filip tam na desni, vidite, Gospod, ti vidiš v moje srce, to nisem jaz. Ja, se sva pravi, jaz zadnjima ne ta zna. Govorica, kot italijani, govorica rok, geste rok. Italijani, če zavedeš roke, ne znam govoriti, rečem že, ne rekel mojače. In obraz, seveda, ne? Obraz in roke. Dobro, gremo proti koncu. Še enkrat samo tretja in Mona Lisa. Dvoumnost nasmeška, ki zdržuje intuitivnost in racionalnost, fantastična ozadja, vidite, pozna perspektivo, ampak dela prostor malo zamegljen, ker to je tisto, kar pritegne človekovo željo. In ima tu v bistvu tak prostor, kot da ima kitajsko slikarstvo ali ga sanjamo v sanjah. V sanjah ne vidimo geometričnega prostora. Takega, ne? No in zdaj zadnji stavek, občudujte naravo in jo spoznavajte, kajti nikoli ne bomo mogli priti do dna njenih skrivnosti in vendar jih lahko spoznavamo. Einstein se čudi točno temu, kako lahko nam je to vesolje razumljivo, čeprav ne popolnoma, ampak je naš pojem
ustreza temu, kar res je, in smo z isto naravo na nek način sorodni. To je tisti veliki čudež, ki nam ga pušča tudi Leonardo. Hvala.